grehe ali veselite se. In sploh ni treba ničesar razlagati, zakaj tako, če smo v adventnem času do zdaj živeli tako, kot je treba. Zapravi, da smo premenili po Gospodovem prihodu, po rasti Gospodove navzočnosti v našem življenju. Seveda je to sad zdaj iskanja Gospoda, da se veselimo. Se vidi, pevski zbor je tako goreč, ko mi čaka, da bo Gospod prišel. Kar veselite se. In lahko smo res veseli, ker Gospod želi prebivati v naših življenjih, v naših srcih. Če pa še kaj ovira Gospoda na poti v naše srce, na začetku sveta naše, priznajmo in obžalujmo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, brate in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse apoštolske svetnike in tudi vas prosite za obrat nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Saj, kakor zemlja poraja svoj las,
in kakor vrt poganja svoje seme, tako bo Gospod Bog dal poganjati pravičnost in hvalo pred vsemi narodi. Poslušali smo Božjo besedo.
je priznal in ni tajil. Priznal je, jaz nisem Mesija. Kaj torej, si mar Elija, so ga vprašali? Ne, tudi to nisem, jim je rekel. Ali si prerok? Ne, je odgovoril. Rekli so torej, kdo si, da bomo mogli odgovoriti tistim, ki so nas poslali? Kaj praviš samo sebi? Dejal je, jaz sem glas vpijočega v puščavi. Zravnajte Gospodovo pot, kako je rekel prerok Izaija. Odposlanci so bili iz vrst farizejev. Vprašali so ga in mu rekli, kaj torej krščuješ, če nisi ne Mesija, ne Elija, ne prerok? Janez je odgovoril, jaz krščujem z vodo, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate, tisti, ki pride za menoj, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jerne na sandali. To se je zgodilo v Betani, onkraj Jordana, kjer je Janez krščeval. To je Kristusovo evangelij. Kaj pravi samo sebi, kje smo to slišali? Torej, prišli so farizeji, Janezov krstnikov ga spraševali, kaj je te ona, je Mesija, je prerok, to je te zajeti, ne? In kaj ne praviš samo sebi? In aj znamo govoriti. Jaz sem glas vpijočega v puščavi. To je to. Roglas, ki naznanja Gospoda. Janez krstnik. Ampak te besede, kaj praviš samo sebi, veljajo za nas. Torej, kakor so Janeza krstnika farizeji spraševali, tudi nas sprašuje Božja beseda, kaj praviš samo sebi, a samo kdo smo. To je zdaj vprašanje. Zelo tretja adventna nedelja. Kaj je zdaj? A znamo odgovoriti, kdo smo? Ja, ne bom vas spraševal, kako je spovedna molčečnost. No, zdaj z ime pa prej ne vemo, kdo smo. Zdaj sem, kdo smo, jaz govorim. Smisel je, da te tule povejte. A znam jaz sam sebe obesediti pred Gospodom. Kdo sam? Zdaj, jaz vam ne jazim, da smo konkretno. Kaj je zdaj? Kdo sem jaz? Ne bomo še kaj o tem, ne? Ne bo to zdaj naša rdeča nit za razmišljanje v današnji Božji besedi, ker jaz lahko veselim samo takrat, ko vem, kdo sem. Ker če vem, kdo sem, potem samo sebe izročam Gospodu in Gospod me lahko potem noter unije svoje veselje. Na podlagi tega, ker vem, kdo sem. Če pa ne vem, me pa strah. In strah je pokazatelj, da ne vem, kdo sem. Primere, bomo vzeli dva primera. Zapornik, vsi vemo, kdo je. Dej, kaj se je? Nekdo je pravo prepaznik v zaporu, vsaj slovenski zapor je, da niso zdaj veliko strašni. Kaj zdaj, zapornik je obsojen na določeno kazen, časovno obdobje in zdaj zapornika, pazniki, varuje, da ven ne gre, ne? Se pravi, da ne uide. In seveda, zapornik po pričevanju tistega varnostnega prava ima približno 22 ur na dan časa, da dela kar hoče. Se pravi, da lahko gleda televizijo, piše kaj, če hoče, se lahko izobražuje, če hoče, lahko dela, da se ga nobenih prisiliti, pa na obroke hodi, ne? Vse ostalo ima prosti čas. V glavnem nima kaj veliko skrbi. Nima veliko skrbi, skrbno je to zdaj, kako bo ven prišel, pa po navadi se jih tudi skrbi, kako bi se novih neumnosti naučili. To je, kar se tiče pavšalno pogledati zapornike, pač približno
približno, ne, da ne bi zdaj to, ker hočem se še z enim drugim človekom to primerjati. Ker zdaj po drugi strani imamo pa enega mogočnega bogataša, ki ima res ogromno premoženja, vsega dovolj, pa je ravno tako okrožen z varnostniki, celo oboroženimi, ampak ne zato, da je on ven pobegnil, ampak zakaj? Kaj da bi? Da drug ne bi prejemo prišli, prav da bi ga varovali, sprav fizično je v bistvu približno enako v varovanje zaporniku, ne? Sprav v zaporniku je tak, da on pa ne vide, pred tistem, ko je pa bogat, ki se boji za svoje premoženje, pa da kdo drug ne bi prišel do njega. In seveda je zopet ujetnik, pa sam ne ve, da je ujetnik, ker mora 24 ur na dan skrbeti za svoje preživetje, ker se boji, da ga bo kdo ukradel ali da ga celo kdo ubil. A je to svoboda? Ker pa mi si pa želimo, da bi milijone zadeli. Če si želimo, ne, da si želiš, ne? Ki si ne to podeloval. Se pravi, ja, ko bi zadeva, a veš se, kaj temu sledi? Kaj temu sledi? Ne poštudiramo to, ne, zadeneš milijon evrov, da tako dobiš, sam strah. Zakaj pa tile, ko na loteriji zadenejo, zakrijo svojo identiteto? Zakaj? Zato je kaj strah. Pa bi se zelo rad pohvalil pred svetom, ne? Kako je on zdaj mogočno bogat, pa je strah, da ma ne bi to kaj naredil. Tako, ko neč nima nobenega, pa nič naredil, ne? A veste, to je to. To je ena ujetost in to je zaprtost in to je biti zapornik. Zdrav, biti ujetnik nekih zunanjih stvari in se samo bojiš za neko golo preživetje, zdrav, pa tu še imaš ne vem koliko milijonov, ne? Kje je zdaj tvoje srce? Zakaj je pa Jezus prišel? Zato, da bi nam dal notranjo svobodo. Ampak to mi težko razumemo, kaj je zdaj to notranja svoboda. Ker smo navajeni od vseh stvari strani smo bombardirali, da si svoboden, če si lahko nekaj privoščiš. Ampak več, ko si privoščimo, manj smo zadovoljni. Gremo v teh dneh po trgovskih centrih ali se vsaj njimo pelemo. Vidiš, koliko ogromno množice tam, koliko avtomobilov. A je to svoboda? Pejte samo vprašati ljudi, ko ven prihaja iz trgovskih centrov, ali so zdaj notranje svobodni. Sploh ne bojo vedeti, kaj je to. Ni, kakane se... Pa zanimivo, ne, vedete, kak je človek vedno bolj nesrečen, pa vedno več si lahko privoščimo, ne. Vedete, tole zadeva s krizo, ne. To je zelo taka nevarna zadeva. Ponovadi v krizi govorijo tisti, ko jim več ne manjka. Tam, ko jim res manjka, sploh ni nas pregled, no. Ampak v krizi govorimo mi. Zakaj? Zaradi tega, ker nas opet nekdo od zunaj bombardira, da smo v krizi in seveda, če si v krizi, moraš kar nekaj za sebe si graditi. In če te je strah, seveda, moraš kar naprej se nekaj dobro materialka privoščiti. Kakšna kriza? Dajmo samo malo poštudirati. A smo lahko bili pred 20 leti v trenutku povezani z Avstralijo in si se gledal z nekom, si lahko sam sanjal o tem. Daj pa kaj si bil bolj srečen, zdaj ali takrat? Pa ne vemo, ne? Se pravi, zdaj vprašanje ne, če te ravno materialna dobrina osrečujejo. Mi je nekdo rekel, ni dolgo nazaj, ja, pred 10 leti, kak so bili slabši avti, ne? Kakor so pa zdaj. Pa pred 10 leti nismo govorili, da smo v krizi, saj ni bilo tako slišati. Zdaj pa govorimo, da smo v krizi, pa avti so pa veliko bolj boljši. Veliko boljši. Pa še spomnim, pred 20 leti, jaz sem imel svojega longa 126, pa je že bil. Beg, ne? Ja pa se bedak bi bil, če ne bi ne znal popraviti, ker si lahko vedno imeti s seboj orodje, da se lahko kako svečko prešravbo, ali pa kaj drugega, nekaj je kak zglop šel, ne? Je spravi to za moškega nečasto, da ni znal kaj popraviti na avto. A
A smo bolj srečni, zdaj, ko imamo bolj večje, bolj mogočne avte, pa še govorimo, da smo v krizi. In bolj zdaj, spravi, da še končam to misel s krizo. Glejte, mi, ko smo malo starejši že, dajmo mi samo malo trezno nazaj pogledati. Sicer zdaj pač je to neka krilatica svet, ko nam jo usiljujejo, kako je bilo včasih prej, kako je bilo vse fajn in tako naprej. Glejte, v redu je takrat, kakor si mi naredimo, da se mi odločimo, da bo v redu. Če pa gledamo materialne zadeve, smo že malo pogledali, ampak glejte, skozi je bila neka kriza. Jaz kot če spomnim, je bila beseda stabilizacija, skozi je bila ta stabilizacija. Prav, da mora iti Jugoslavija po poti stabilizacije in ker smo šli po poti stabilizacije, se to treba vedno odrekati. Potem, v zgodnjih 80-ih letih so bili par nepar. Kaj bo danes bilo, da bi dali par nepar? Kako bi zrušil parlament, verjetno. Četrtih se nismo smeli doma voziti, smo imeli 0,7 na konc, ker smo imeli nepar. Par je bil v torkih, se nismo voziti. Na mesec smo dobili 30 litrov benzina. In potem, kaj še bilo, kar ni bilo, riža ni bilo, baranč ni bilo, banan, pa ne pa še ni bilo, sprav, tež ni bilo, spravično trgovino nimamo, potem smo mogli to Avstrijo švercati, potem zmeri bolj, vsak dan je bilo večje razredotenje denarja, si dobo plačal, si mogli iti na črni trg marke kupiti, če si hotel še kaj obdržati vrednost in tako naprej. Ampak to vse pozabljamo, Samo pozabljamo, kako je bilo fajn, zakaj? Zato, ker nam seveda vemo, da prejšnje čase ne bomo več prišli, in je samo to je nek izgovor, kako je bilo časi fajn, to se pa neč ne da, zato da je veselo, smo nedejavni. In samo javno pa prelagamo krivde na druge. Ampak gledajte, če smo mi neki kristjani, smo pa mi tisti, ki se moramo sami odločiti, ali želim biti srečni, ali ne želim biti srečni. Ali želim biti vesel, ali ne želim biti vesel. Ali želim prinašati ključ, ali ne želim prinašati ključ. Ali čaka, da mi jo neko prinesem. Torej, prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Janez Krstnik. Pričeval naj bi o luči. In to nam je lahko še lepši zgled, poleg Marije seveda, in Janeza Krstnika, ravno kot Janez Krstnik, za pričevanje o luči. Janez Krstnik bi lahko sam sebe razglasil za odrešenika in bi fajn lepo skozi življenje prišel. Bi mu vsi stretili, vsi bi ga bi častili, vsi bi ga slavili. To je vedno tendenca človeka, da bo na sebe obračal pozornost. Tudi mi, ko hodimo zdaj po trgovinah, pa so plačno, pa ne vem, kaj bi radi, na sebe pozornost obrne, kaj bojo rekli drugi o nas. Janez ni bil tam. Janez je bil radikalc, preprosto oblečen, kamelijo zlahko, preprosto se je hranil, ampak njemu je bilo glavno v življenju to, da bi pričeval za Gospoda, da bi mu pripravljal pot. In zdaj, če je on naš vzornik, se ne vsak izmed nas vpraša, kako pričujemo o luči. Kdo je luč? Kristus. Nismo mi luč, Kristus je luč. 3 svečke, luč je vedno bliže, ali je res ta luč povečana v našem srcu. Samo to je vprašanje, to nas ne skrbi. Ali smo res pričevalci in prinašalci Jezusa v Kristusa v današnji svet. Ker kdo drug kot mi smo za to odgovorni. Kristjani smo odgovorni, da prinašamo luč. Vete, vse se bo tudi daj zgoditi, da nas bo vprašal, a si ti Mesija, tolikrat je teh, vedno znova in znova so te skušnjave po novih odrešenih. A si ti Mesija? Marsikdo bi nas rekel, redo, jaz sem, pa vsaj ti bi bil, ker častite me. Duhovniki imamo to veliko skušnjava, ta pa je, in počastite me, se neki ponične delamo potem, Ne, nismo Mesija. Mesija je prišel. Jezus Kristus nas je že odrešil. Naša naloga je samo, da pričujemo za Mesijo. Da z našim življenjem pričujemo, da On živi v nas. Da On živi v tem svetu. In
da s svojim veseljem prinašamo veselje drugim. To je ne naša naloga. Ne? Če smo pa sami zaborjeni, če sami jadramo, če sami govorimo, kako je hudo, kako je bilo včasih fajn, ne? Potem smo na poti v pogubo. To se zavedamo. Zaradi naše nedejavnosti, zaradi naše statičnosti, zaradi tega, ker mislimo, da nas bo zopet od zunaj nekdo odrešil. Ne od znotraj prihaja svoboda. Tole ne, ko je prerok Izajija, ki imamo tele besede z 61. poglavja, še ponovljene v Lukovem poglavju, v Lukovem evangeliju 4. poglavje, ko Jezus polovi ob nastopu. Duh Gospoda dogaja nad menoj, ker me je Gospod mazil. Poslal me, da oznanim blagovest ubogim, da povežem strke v srcu, da vkličem jetnikom prostost, zapornikom osvoboditev, da oznanim leto Gospodove milosti. In to velja za nas. Pri krstu, pri verni smo bili maziljeni in poslani, da oznanimo veselo oznanilo odrešenja ubogim. Pravi ubogim tisti, ki iščejo smisel življenja, pa ga ne najdejo zaradi nas, ker mi nismo prišli do njih. Jetnikom prostost. Se pravi, to, ko smo govorili, da sem notranje svoboden, pa slabka uklenje na steno, pa sem notranje svoboden. Zapornikom osvoboditev. Ali sem zapornik ali nisem? Da oznanim leto Gospodove milosti. Zadnjih 50 let so vse bogove odpisovali v času Mojžesa, ne? In so bili vsi enaki. Ali znam jaz tudi drugim odpisovati dolgove? Predvsem dolgove, če imam zoper koga. Hej, ali sem osvobojen, ali pa sem obremenjen z določenim človekom. Malo kaj zavedati, brate in sestre, najprej vsak sam sebe ne vpraša, ali sem notranje svoboden, ali sem et, ali sem vesel, ali pa sem potrt. Vjerujem enega Boga, Otca, Sina in Svetega Bratje in sestre, Gospod je blizu.
ne bodimo v skrbeh, ampak vsem razodevajmo svoje želje Bogu v zaupni molitvi. Naj Božji duh razsvetljuje in vodi vse pastirje cerkve, da bodo učinkovito znanjeni veselo vest odrešenja. Prosimo, da usliši nas. Naj se po Božji dobroti uresničijo upravičena pričakovanja vsem, ki iščejo službo, stanovanje ali upajo na ozdravljenje. Prosimo, da usliši nas. Naj se mladi z Božjo upanjem pogovarjajo s svojimi starši in si prizadevajo premostiti medsebojne razlike. Prosimo, da usliši nas. Naj bližnji božični prazniki napolnijo z novim upanjem vseh, ki so jih zadeli razne preizkušnje, nesreče in trpljenja. Prosimo, da usliši nas. Naj naši rani po Božjem usmiljenju dosežejo polnost nebeškega veselja. Prosimo, da usliši nas. Gospod Bog usmiljenja in vse tolažbe, ti si naše upanje in naša moč. Tebe slavimo zdaj in vekomaj. Amen.
našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlovil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vera. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. S popolni ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. In vseh ljudi, ki so umrli v tvoje milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo večne življenje skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in da bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusu, Kristusovi in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Našo rešitev naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, tako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne gre na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v mir in nevoli popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Kristusovo luč, ki
ki naj bi jo nosili v naših srcih, si podelimo stisko rok.
Mariji, pravi, bomo imeli vsi enotno, dol, se pravi, nekdo od kapucinarja bo prišel iz Celja, pa res v zvezi za našim nagovorom poskrbimo za to za notranje svobode. Ne izpovedimo govor, kolikrat si bil, pa nisi bil, pa našem, pa koliko si razrazil, pa se nisi. Kaj si je svoboda notranje v Jezusu Kristusu? Zato se to gre. Seveda, kaj ne zdaj od te svobode odvrača? Res dražba, res dragi, komične spovedi, ima nobenega smisla posebej, pa te kampanjske, ko so potem vrste, potem vse skupaj samo nekaj obredno. Torej, da res imejmo sebe za neke zrele kristjane, če mislimo iz spovedi, dajmo to porno. Pa ne, da vse skupaj spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami!